Pozdravljeni, dragi prijatelji. Danes se oglašamo iz Vipavske doline, natančneje iz Gojač. Z vami bi radi podelili s Katarino, kako poteka najina 100. dneva za Gospoda, ki se nam zdi zelo pomembna, tako za najin zakon, kot tudi za Gospoda. Moja 100. dneva se začne zjutraj, okrog 6. ure, tu na tem kraju, v moji pisarni. Najprej se zahvalim za dan, da sem sploh, da vidim, da slišim, da hodim, da čutim, v bistvu, da sploh sem, da sem živ. Nadalje se zahvalim za moje otroke, za ženo. Priporočim jih Božje varstvo. Nadalje priporočim moje delo. Priporočim se Svetemu Duhu, da vodi moje misli, moje besede, moja dejanja, ko bom v stiku s strankami. Veliko pomoč mi je seveda Sveto pismo, beseda med nami, knjižica v tvoji navzočnosti. Lahko povem eno izkušnjo, ki sem jo imel kar nekaj časa nazaj, mogoče že kakšno leto, mogoče 2. Ena težko preizkušnjo sem imel, kot sem rekel. In tistem dnevu je bilo v besedi med nami en citat iz preroka Izaija, ko je pisalo: kajti jaz sem Gospod tvoj Bog, ki te drži za desnico in ti pravim, ne boj se, jaz ti bom pomagal. In to mi je, saj zdelo se mi je, da je pisano prav za mene in mi je dalo enega novega zagona, ene nove moči in enostavno vsak dan jemljem energijo, moč, zagon za vsak dan znova. Pozdrav tudi z moje strani. Mojo 100. za Gospoda naredim takoj zjutraj, ko sem še sama, ko so moji najdražji še vsi v posteli, ko je v hiši tišina. Preberem Božjo besedo za tisti dan, preberem misli v knjigi Tvoje navzočnosti in tudi izpišem si, kaj me Bog tisti dan nagovarja, oziroma kaj mi Bog želi povedati. V tem tednu za nami, ki pa je, sem bila na dopustu in me je najbolj nagovorilo 5. poglavje, 16. vrstica pisma Efežanom, ki govori: skrbno izrabljajte čas, kajti dnevi so hudi. Zato ne bodite nerazumni, ampak spoznajte, kaj je Gospodova volja, in ne opijanjajte se z vinom, v čemer je razbrzdanost, temveč naj vas napolnjuje duh. Nagovarjajte se s psalmi, hvalnicami in z duhovnimi pesmimi, po svojem srcu prepevate in slavite Gospoda. V imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa se nenehoma zahvaljujte Bogu Očetu za vse. Tako sem spoznala, da sem v tem tednu poklicana, da sem najprej v družini mama, da pomagam otrokom pri šoli, v predšolskem delu, da opravim vse družinske obveznosti, skuham kosilo in se vzamem čas, da gremo skupaj na sprehod in se moram Bogu zahvaliti za lep teden, ki smo ga skupaj preživeli. No, danes sva se vzela čas za popoldanski sprehod v naravo. Prišla sva do te kapelice Svetogorske Marije, ki ima za nas poseben pomen. Tukaj se radi ustavljamo, se priporočamo, posebej pa še zato, ker če pogledamo na desno stran, med dvema hriboma, vidimo baziliko Svetogorske kraljice, katera je naša priprošnica za našo dolino, za naše kraje in k njej se zmeraj radi zatekamo. Sem prinašamo vse naše zahvale, prošnje, za vse naše najdražje, za vse naše člane naših zakonskih skupin, ki so razdeljeni čez
celo Vipavsko dolino, Posočje. Žal se z njimi v zadnjem času zaradi razmer, ki so, ne srečujemo in sedaj šele vidimo, koliko so nam ta srečanja dejansko pomenila. Zato tudi danes še posebej izročamo tukaj pred Marijo v njeno materinsko naročje. Prav vsak par naše zakonske skupine, vseh drugih zakonskih skupin in tudi vse vas prijatelje, družina in življenje in tudi vse ostale prijatelje, ki nas gledate. In s prošnjo k Mariji obračamo in jo prosimo, da bi se ta preizkušnja čim prej ustavila in da bi lahko ponovno spet doživeli, se srečali in objeli. Ozdravljen v Svetem pismu, je pomogel ljudem in je naredil dosti, kako rečemo? Čudežev. Bravo, čudežev. Bravo. Kako to čudež? Čudežev. Čudež. Ja, čudež. No, to je, tako se zberemo ob večerih. Lahko bi rekli, da je tudi milostni čas, čeprav se lahko tudi skrehamo in spremo, no potem vseeno vidimo, da je zvečer, da je lepo, da stopimo skupaj in potem tudi zmolimo, se zahvalimo za dan, ki smo ga preživeli, spomnimo se vseh tistih, ki so zboleli, ki so bolani za koronavirusom in izročimo prihodnji dan Bogu in Mariji. Želimo vam, da bi ostali doma in da bi bili še naprej zdravi. Adijo!